Spoštovane gledalke in spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni in dobrodošli v naši družbi. V tokratni oddaji vam prinašamo novice iz sosednje Avstrije in pa iz Prlekije. V sklopu promocije projekta Mura-Raba Tour so partnerji tega namreč obiskali Graz, kjer so se predstavili. Pozornost pa danes namenjamo tudi Prleškemu društvu za ohranjanje tehnične kulturne dediščine Ljutomer. V nakupovalnem središču Sajersberg so se v okviru projekta Mura-Raba Tour skupaj predstavili projektni partnerji in lokalni turistični ponudniki iz Slovenije in Madžarske. Poleg vzpostavljene čezmejne mreže lokalnih turističnih ponudnikov so kot poglavitne dosežke projekta predstavili tudi nov turistični produkt Mura-Raba Tour. Ta temelji na 4 različnih tematskih programih. Cilj predstavitve projekta Mura-Raba Tour v nakupovalnem središču Sajersberg je bila predstavitev regije med Muro in Rabo kot turistične destinacije s številnimi možnostmi za aktivno preživljanje prostega časa. V okviru predstavitve so bili širni javnosti predstavljeni programi konjeniškega, vodnega, kulturnega in pohodniškega turizma. Gre za povsem nove nosilne tematike, ki v našem prostoru še niso izkoriščene ter omogočajo aktivno preživljanje prostega časa v podeželskih in turistično zapostavljenih regijah. V okviru projekta Mura-Raba Tour smo združili 40 lokalnih turističnih ponudnikov in oblikovali več tematskih turističnih programov. Smiselno in koristno za projekt je, da rezultate predstavimo ne samo znotraj projektnega območja, ampak tudi zunaj samega projektnega območja. Zato smo se danes zbrali tukaj v nakupovalnem središču Sajersberg, kjer predstavljamo čezmejno regijo med rekama Muro in Rabo, torej vršimo promocijo naših aktivnosti, z nami so ponudniki, folklorna skupina, živa glasba, pripravili smo pa tudi zanimivo nagradno igro za mimoidoče. Skupaj s ponudniki čezmejne mreže so projektni partnerji informacije o možnostih aktivnega oddiha v čezmejni regiji med rekama Muro in Rabo ponesli tudi izven programskega območja. Danes tukaj na promociji v sklopu projekta Mura-Raba Tour v nakupovalnem središču Sajersberg v Gradcu zastopamo turistično društvo Monoštar. Predstavljamo predvsem lokalno turistično-informacijsko pisarno in turistične ponudnike ter programe, ki jih ta pisarna ponuja s posebnim poudarkom tudi na St. Gotthard Spa in Wellness, ki je mediteransko doživljajsko kopališče s 1500 kvadratnih metrov vodne površine v Monoštru. Velja za eno najpomembnejših turističnih atrakcij. Upamo, da bomo z informativnimi gradivi in prospekti, ki smo jih pripeljali, vzbudili pozornost obiskovalcev in nas bodo ti z veseljem obiskali tudi v Monoštru. Projekt Mura-Raba Tour je v čezmejno mrežo ponudnikov povezal raznovrstne ponudnike, med njimi pa zagotovo velja izpostaviti ponudnike lokalno pridelane in predelane hrane. Smo sadjarstvo Ficko iz Rogašovec, bi rekli, ne zelo dolgo tradicionalna kmetija, ampak nekje dobrih 20 let se ukvarjamo s sadjarstvom. Sadjarstvo na en poseben način, na slovensko netipičen način, se pravi, vso sadje, ki ga predelamo, ga tudi predelamo v končne izdelke in tudi nekaj sadja dokupimo že, tako da dejansko smo se začeli ukvarjati predvsem z predelavo sadja. Nekako začeli smo z marmeladami in smo prišli nekje do 24-25 vrst različnih marmelad, tudi brez dodanega sladkorja, mešane marmelade, sortne marmelade. Potem naslednji sklop so nekako žganja, ukvarjamo se tudi profesionalno žganje kuho, poskušamo pridobiti najbolj kvalitetna žganja iz sadja, ki raste na Goričkem. Potem smo tudi poznani nekako, potem tudi iz sadja, ki na Goričkem zraste, naredimo tudi likerje. Mogoče ena taka posebnost, imamo tudi kutinov sok, ki ga dejansko nekako v Sloveniji, pa tudi v tujini zelo redko najdemo. Vse skupaj poskušamo nekako tudi zapakirati v lična darila, kot poslovna darila ali darila sorodnikom, prijateljem, se pravi eno lepo, praktično darilo za vsakogar. Manjši lokalni ponudniki pa se zavedajo, da je za učinkovito dostopanje do trga ključno medsebojno sodelovanje in skupno nastopanje na trgu.
Sem veseli pa rad sem, ko ste me pozvali, ker tudi sam praktično iz našega okolja, tam okolja, kjer smo doma, nekako kup držanja po domače povedano njega. Edino za to Mura Raba Tur je, ker nas malo te par rokodelcev, ki nas promovirate, drugače njega podpore ne z Zavoda za turizem, ne z teh inštitucij, štere bi mogli nas promovirati, ker vseeno gojimo kulturo in rokodelstvo, pa tehnično kulturo v našoj občini. Sam pa lega povem, bilo koma idem. Vedno imam s sabo gostilno, restauracijo, na tržnico, imam vedno s sabo prospekte Mura Raba Tur. Tako da promoviram naše združenje, jaz pravim, to je ene vrste združenje, za koje neče smo v Küper, ker eden z ovoga moramo držati, pa v Küp držati praktično. V sklopu predstavitve projekta Mura Raba Tur se je predstavil tudi ponudnik, ki se ukvarja z lončarstvom. Simon Nagy Attila vagyok, Orfaluról jöttem. Moje ime je Attila Simon Nagy. Prihajam iz Andovcev, ki se nahajajo v skrajnem zahodnem kotičku Madžarske. To je tudi najmanjše naselje slovenskega Porabja. Delam kot lončar. Tukaj se predstavljam s svojimi lončarskimi izdelki. V veliko veselje mi je, da sem lahko tukaj. V sklopu projekta Mura Raba Tur smo izdelovalci lokalnih izdelkov in lokalni ponudniki dobili veliko priložnosti za predstavitev, tako v tiskani obliki, kakor tudi v sklopu tovrstnih prireditev. To nam je v veliko pomoč, saj nam ponuja reklamo in promocijske možnosti, ki nam jih ni treba plačati. In to je res velika olajšava. Sreča je, da je projekt predstavljen množici, tako je za nas izdelovalce lokalnih izdelkov tudi dobičkonosen. Tako za nas, kakor tudi za mene osebno ima ta projekt le pozitivne učinke. Tehát mindenképpen csak pozitív hozadéka van ennek a projektnek számomra is. V nakupovalnem središču Sajersberg se je v sklopu programa predstavilo skupno 10 ponudnikov. Društvo Mura Rafting pa je za nazorno predstavitev programa vodnega turizma za aktivno preživljanje prostega časa v stiku z naravo sabo pripeljalo kar čoln za raftanje. Mi smo v društvu Mura Rafting z sedežem na Grlavi. Ustanovljeni smo leta 2005 z namenom, da seveda malo spodbudimo ta turizem na reki Muri in pa tudi varovanje same reke Mure, varovanje flore in faune, kulturne dediščine in podobno. In tudi takrat, v tistih letih, od leta 2005 naprej, pa je seveda ena od prioritet društva, da ta razvoj turizma, plovbe po reki Muri, ker vemo, da je to ena taka zanimiva zadeva na Muri, ker vemo, Mura ni neka divja reka, ampak je tako mirjena reka, ki je primerna za zelo taki širok spekter ljudi, ki se lahko teh spustov udeležijo. Imeli smo že otroke, stare 4-5 let, imeli smo tudi že zelo starejše ljudi, stare čez 80 let na Muri in vsi so uživali na valovih Mure, vsi so uživali ob tej naravi, ki jo obdaja in pa seveda ob tej kulturni dediščini, ki se še je ohranila ob tej naši lepe reki Muri. Nov in celovit čezmejni turistični produkt Mura Raba Tur gradi identiteto tudi na ohranjanju izročila in kulturne dediščine. Smo kulturno-umetniško društvo Šalovci, društvo deluje od leta 1974. Društvo je ljubiteljsko, v osnovi so ga ustanovile ženske, takrat, ker so imele željo po nekem druženju, po plesu, petju, naknadno so se priključili še moške, tako v bistvu zdaj nas pleše trenutno 6 parov plus 3, kjer so glasbeniki. Plešemo tradicionalne prekmurske plese, to so plesi naših starih staršev, se pravi dedkov, babic, in pa pojemo tudi te pesmi. Deluje tudi vokalna oziroma inštrumentalna skupina v okviru društva. V glavnem plešemo Sote, Šamarjanka, Špicpolka, Točak, plese, kot so se plesali nekoč. Želja oziroma cilj nam je ohranjati kulturno dediščino skozi krajev, skozi plese in petje.
Prleško društvo za ohranjanje tehnične kulture in dediščine Johan Janez Puh Ljutomer združuje več kot 200 ljubiteljev starodobnih vozil. Med številnimi aktivnostmi ponujajo muzejsko dejavnost, v sklopu katere je matični muzej v Ljutomeru, ter 15 zasebnih zbirk na tematski poti imenovani S puhom po Prlekiji. Metropola Prlekije, Ljutomer, mesto prvega slovenskega tabora, kraj, kjer ima vino 1000 samosvojih okusov, kjer je tek konj kasačev najhitrejši. In tukaj bivajo ljudje, ki so neločljivo povezani s svojo preteklostjo in dediščino. Tukaj se nahaja tudi društvo Johan Janez Puh, društvo za ohranjanje kulturne in tehnične dediščine, in kjer imajo tudi muzej. Nahajamo se pred njim, povabim vas, da ga obiščete skupaj z mano. Del bogate zapuščine tehnične kulturne dediščine, ki jo je za sabo pustil Janez Puh, mehanik iz Slovenskih Goric in genialni izumitelj, je moč videti v muzeju Prleškega društva za ohranjanje tehnične kulture Johan Janez Puh v Ljutomeru. Članice in člani z veliko odgovornostjo skrbijo za razstavljene primerke, zavedajoč se svojega poslanstva pri ohranjanju starodobnikov in prenašanju znanja na mlajše rodove. Hkrati skozi muzejsko dejavnost ponujajo širši javnosti vpogled v zgodovino tehnične dediščine ter izkazujejo poklon Janezu Puhu, ki je naredil prve korake v tehnično revolucijo. V čas zamisli in nastanka muzeja nas je popeljal Vladimir Perkič, predsednik društva. Društvo se je od vsega začetka, od ustanovitve naprej, daljnega leta 1993, ukvarjalo s problemom lastnih prostorov. Ponudila se je pred približno 15 leti priložnost, odkupili smo prostore, na kar smo gradili lastne prostore in zgradili muzej. Torej, najprej ni bilo mišljeno kot muzej, ampak kot neki prostori, kjer bi lahko imeli sestanke, kjer bi se družili, da bi imeli pač neke lastne prostore. Šele v tistem času, ko so se prostori dogradili, pa smo začeli razmišljati tudi o neki muzejski zbirki, torej, da bi ohranjali neke predmete, predvsem starodobnike in pa vse, kar spada zraven k tej tehniki na enem mestu. Namen je bil, glede na to, da pač smo si nadeli tudi ime po Janezu Johanu Puhu, da ohranimo njegovo delo in pa zapuščino, ne samo to, tudi druge predmete, predvsem starodobne predmete, gre za premično tehnično dediščino, predvsem cestna vozila. Lahko začnemo s kolesi, potem nadaljujemo z mopedi, motorji, tudi z bočnimi prikolicami, osebne avtomobile. Seveda, zdaj za vse te eksponate, ki jih naši člani imajo in zbirajo, v tem prostoru žal ni prostora za vse, zato smo se nekako omejili prostorsko in tu razstavljamo predvsem, po narekovaj, fizično manjše predmete, s poudarkom seveda na kolesih, motornih kolesih in pa predmetih, ki spadajo zraven k starodobnim vozili. Predvsem mislim na razna orodja, ki so nekoč služila mojstrom pri obrtni dejavnosti v tistem času, in nekatera teh orodij celo uporabljamo še danes tudi pri naših restauratorskih postopkih. Namreč treba je vedeti, da ta vozila je treba ohranjati v avtentičnih, čim bolj avtentičnih oblikah, z drugimi besedami povedano v takih oblikah, kot so zapuščala nekoč proizvodne prostore. In večina, da rečem skoraj vsa vozila so pa seveda tudi vozna in na razpolago na koncu koncev tudi nekim obiskovalcem, ki želijo si naš muzej oziroma našo zbirko ogledati, se lahko tudi z določenim vozilom popeljejo, če izrazijo to željo. Zaradi vse večjega števila evidentiranih starodobnih vozil in drugih predmetov, ki niso imeli več prostora v matičnem muzeju, in željo, da bi ta tehnična dediščina bila dostopna širši javnosti, je nastala turistična tematska pot S puhom po Prlekiji. Pred nekaj leti se je porodila ideja, da bi se ta muzejska dejavnost v okviru našega Puhovega muzeja razširila širše. In na pobudo Las Prlekija in pa z donacijo evropskih sredstev smo dejansko postavili tako zvane Puhove poti,
in to so 3 puhove poti, ki potekajo. Ena osnovna je pot konjskih moči centralna v okolici Ljutomera, potem imamo še južnejšo jeruzalemsko pot in pa slatinsko pot, ki dejansko povezuje še ostale prleške občine, v mislih imam Radenci, Radgono do Apač. In na teh 3 puhovih poteh smo postavili 15 privatnih zbirk z starodobnimi vozili, z opremo, torej lastnikov, starodobničarjev, tisti, ki so želeli svoje zbirke dati na razpolago in na ogled. Vse te točke je možno ogledati, seveda vsi, ki pa to želijo, pa se morajo vsekakor naprej najaviti. Vse skupaj se začne na tej lokaciji tukaj v Ljutomeru, se pravi, kjer je tudi naša osnovna lokacija, torej sedež društva in pa muzej. Po predhodni najavi se potem lahko ogleda po želji eno ali več od teh 15 lokacij privatnih zbirk. Vsi mi, ki imamo te privatne zbirke, dajemo na razpolago, na ogledi, dejansko brezplačno, saj smo na koncu koncev vsi ljubitelji in uživamo, predvsem, če nam nekdo da priznanje za to, kar smo ustvarili. To je kar nekaj desetletij dela, vloženega truda in vsak od posameznikov, bom rekel, entuzijastov, ljubiteljev, je najbolj vesel, ko mu nekdo izreče priznanje za tiste eksponat, ki ga tam vidi. Muzejska dejavnost je samo ena od številnih in raznolikih drugih aktivnosti, ki potekajo v društvu Johann Janez Puh. Smo izredno aktivni. Začetek sezone bo pa sedaj že aprila, ko imamo tradicionalni sejem starodobnih predmetov, vozil tukaj pred sedežem na dvorišču našega sedeža. Sodelujemo pa na raznih srečanjih, skupih, izobraževanjih, bi rekel, povsod po Evropi. Moram reči, da nismo zaprti sami vase, ampak smo zelo odprti do vseh, ki želijo z nami sodelovati. In tudi sodelujemo z drugimi sorodnimi društvi v Sloveniji in širše. Res je, tudi na mednarodnem področju se udeležujemo raznih srečanj. Lansko leto smo bili v Franciji, vsako leto so nekateri člani tudi v Angliji na srečanju. Tradicionalno pa sodelujemo z republikami, če hočete, državami bivše Jugoslavije. Vključeni smo tudi v Zvezo starodobnih vozil Slovenije. To smo čutili kot potrebo in to tudi zelo aktivno sodelujemo, moram reči. Izdajamo glasilo starodobnih vozil 4-krat na leto. Članice in člani društva so skorajda vsakodnevno v stiku z vozili, čigar nastanek se šteje v desetletjih in ne v letih. Pa navkljub temu predsednik Vladimir Perkič pravi tako. Na mladih svet stoji in mi rabimo naslednike in to nujno. Vidimo pa, da je treba mlade pridobiti na različne načine. Dejansko obiskujemo celo vrtce, skoraj vsako leto. In zanimivo je gledati mladino, kako se veselijo naprimer našega snidenja, oziroma ko pridemo skupaj, se želijo z starodobnimi vozili popeljati in to tudi storimo na njihovo željo. Vrata so tudi vedno jim odprta in tudi, rekel, imamo vsako leto tudi dan odprtih vrat. Puhova miselnost in njegova življenjska vztrajnost, ljubiteljstvo in zagnanost članov Društva za ohranjanje tehnične kulture in dediščine Johann Janez Puh so porok za ohranitev, varovanje in popularizacijo naše bogate zgodovine. Ob tem še povabilo ljutomerskih puhovcev. Vabim bodoče goste, ki si želijo ugledati naš muzej, tudi ostale naše lokacije, naše točke, da so dobrodošli in kadarkoli jih z veseljem sprejmemo in jim pokažemo vse lepote, bi rekel, vse eksponate, tudi v funkciji, tudi popeljemo, če jih treba, in pogostimo na koncu, da bodo zadovoljni. Saj mi smo, puhovci, smo ljudje odprtih src in smo vedno veseli, če nas kdo obišče, pa tudi smo zelo veseli, če se lahko z njimi poveselimo.
Spoštovani gledalci in cenjene gledalke, zaključujemo današnje potepanje in vas vabimo, da se nam pridružite v odkrivanju novih krajev in zanimivosti tudi v prihodnji oddaji. Do takrat, nasvidenje.